Mladi so danes tista družbena skupina, ki se sooča z največ izzivi in ravno zato je zelo nujno, da nova vlada sprejme ukrepe za izboljšanje njihovega položaja. Ko govorimo o mladih, govorimo o generaciji med 15 in 30 letom, torej dijakih, študentih, zaposlenih, brezposlenih, mladih družinah in tako naprej. In ravno zaradi tega smo se Socialni demokrati zavzeli v alternativnem vladnem programu zastaviti zelo ambiciozne cilje, ki jih nameravamo s konkretnimi ukrepi tudi uresničiti. Zato je kot prvo recimo zelo pomembno, da znanje razumemo kot pravico in ne privilegij, zato je enak dostop do znanja in izobrazbe seveda nujen za vse. Mi bomo prekinili s prakso polnjenja proračuna fakultet z zaračunavanjem izrednega študija osebam, ki ne izpolnjujejo pogojev, in namesto tega v bistvu povečali število mest za redni vpis. Šolnin v rednem študiju na univerzitetni ravni ne bo. In ravno z namenom lažjega dostopa tudi študentom, dijakom do knjižničnega gradiva bomo ukinili članarine v vseh 57 osrednjih splošnih knjižnicah. Naslednja takšna stvar je štipendijska politika, ki mora biti dovolj stimulativna, da se bodo dijaki in študenti lahko posvečali predvsem študiju, ne pa delu ob študiju. Kot tretja takšna stvar je stanovanjska politika, ki v Sloveniji potrebuje novo strategijo. Stanovanja morajo biti mladim bolj dostopna, cenejša, zato potrebujemo nov pristop, ker bomo mladim na eni strani omogočili samostojno življenje in na drugi strani v bistvu znižali najemnine ter z večjo ponudbo zmanjšali tudi ceno stanovanj. Četrta stvar, zelo pomembna, prva zaposlitev je zakon. Za mladega človeka je pomembna prva zaposlitev in vse, kar sodi zraven. To pomeni od pogodbe za zaposlitev, sistema pripravništva, ki je danes zastarel, in pa najema dolgoročnega kredita, kar je v bistvu onemogočeno mladim ravno zaradi tega, ker nimajo dolgoročne zaposlitve. Zato je nujna povezava gospodarstva in izobraževalnega sistema, predvsem pa razvoj podjetništva v lokalnem okolju. Priložnost za uspeh torej tudi mladim. Kot peta stvar, znižanjem starševskega dodatka za plačilo vrtcev in pa spremembo sistema otroških dodatkov bomo naredili prijazno družinsko politiko in z dodatnimi ugodnimi ukrepi olajšali sploh mladim odločitev za prvega otroka. Kot najbolj pomembno, želimo si, da so mladi vključeni v proces odločanja. Zato bomo sprejeli zakon o mladini, ki bo podlaga za sprejem medresorsko usklajenega nacionalnega programa za delo z mladimi. Potrebujemo torej neko strategijo za mlade, ki bo vodena iz strani ene službe in ki bo z medresorskim usklajevanjem dosegala tudi želene rezultate. Od besed k dejanjem torej Socialni demokrati si želimo sprememb in smo pripravljeni tudi zanje sprejeti odgovornost.